Dobro ste tole napisali. Zanimivo, da Slovenke razjezi dejstvo, da gre 50 let star Slovenec na Filipine in tam najde 30, 35 ali pa v končni fazi tudi 25 let staro Filipinko in ženske skočijo, da je to pedofilija. Ženske, a sploh veste, kaj je to pedofilija? Lepo vas prosim. No, ampak jim pa moram priznati dobro taktiko, ne? Ker to, kar ena za drugo tu piše in en gre to brati, prebere 10 takih komentarjev in si reče, ja, ta Tomaž Gorec pa res to podpira, ne? Dajte, žalostno. Si pa nisem nikoli mislil, da bo to tak odziv, da bojo ženske tako skočile, ko je nekdo v slovenskem moškem povedal, da pač če tukaj nimajo sreče v ljubezni, ker vemo, da pač nekateri nimajo, pač nekateri so pač malo bolj zadržani, malo bolj sramežljivi na tem področju in pač jim ni uspelo ženske dobiti. In kaj je zdaj tukaj hudega, če bi šel svojo srečo iskat na Filipine? Jaz to ne morem verjeti, da obstaja taka zloba pri enih ljudeh, da ne privoščijo drugem dober. Zamislite si vi nekdo, ki je poročen, ima družino, ima otroke, je srečen. Zamislite si pa nekoga, ki je star 50 let ali pa 55, tako kot jaz, pa je samski, hrepeni po družini, pa pač nima tega možnosti v Sloveniji. In zakaj ne bi šel na Filipine? Namesto, da bi bili za njega veseli, pišete take grde, kakšni so taki moški, pa da so reve, pa nesposobni, pa pa tret. Veste, vsak človek je za nekaj sposoben. Je pa ta človek sposoben za nekaj drugega. Ni sposoben za ženske preganjati, je sposoben pa za kaj drugega, ki je mogoče več uredno. Tako da ne razumem jaz te slovenske navoščljivosti, res ne razumem. Ljudje mislijo, da bodo oni srečni, zato ker če bojo drugi nesrečni. To je cilj Slovencev, da so vsi okoli njega nesrečni, da se počuti bolj srečnega. Kliknite tale komentar, pa si poglejte video, zanimivo boste videli.